Danes je šla vinilka Vlada Kreslina, na mesto Koga roža cveti. Ste pričakovali, da bo ljudem ta pesem tako zelo zlezla pod kožo? Ko sem šel domov snemanja, najprej smo imeli tisto prvo verzijo, ko sem jaz samo s kitaro. Vem, da smo hoteli sinhrono posnet, ne da najprej kitaro pa pol vokal, ampak kako zdaj posnet, da bom jaz lahko kako naenkrat, ne, igral in pel. In kitara, jaz nisem imel tako dobre kitare. Mi je kitaro posodil Žajfek, kitarist Porla. Žajfek mi je posodil, kje bi jaz imel tako kitaro, veš, jaz sem imel neko blanju tam. In potem sem z Aco razmišljala, kako bi zdaj to midva posnela, da bi jaz naenkrat pa da ne prebijalo čez. In potem je Aco izrezal tako eno 2-metrski karton in mi ga obesil tle okrog vratu, veš, da je tle bil en mikrofon, da ni šlo čez tle pa kitara, ne. Ja, in sem sinhrono posnel, ja, potem pa Jark samo trubo gor, ne, pa Vlado Skale malo zadaj, čist malo, sem hotel čist malo da je. In ko sem ta posnetek imel, sem šel domov, vem, da sem fičal, tu sem se domov pripeljal zjutraj na 5. In nisem mogel za avto, tu sem si 10-krat sem si vzpustil. Zdaj, ker sem videl, da, mislim, ne zdaj, da bo uspelo, ali kaj s tem nakvarčem, ampak da me prizadene še mene, veš, mislim. Ta verzija, ona, ki je zadnja, ne mislim Šukar je tudi super, ne, ampak ova je še bolj dakerska, ne. Pač, tako mislim, govorim o tem, da kaj tvojega ti je zelo všeč, ne. Bolj kot kaj drugega, ne, to hočem. Mislim, ker pač izpade tako, da res, mislim, tako ne veš. Zdaj, plošča je lahko tudi zelo lepo darilo, ne? Zdaj smo v tem prazničnem času. Si ti kdaj tudi komu poklonil za darilo kakšno ploščo? Ja, veš da, to je bilo knjige, plošče, ne, mislim, kaj lepšega nisem, absolutno ne, definitivno. Si tudi ti dobil kakšno? Ja, seveda, sploh zato, ker knjiga in plošča je že zato dragocena, ker se moraš poglobiti v človeka in moraš pogruntati njegov okus, kaj si on glih zdaj želi, kaj je morda glih zdaj šlo, pa on še ne ve, da je šlo, mislim, veš, le je polnenik cak, ne. Brez katerega pesmi pa recimo doma pri vas ne mine noben Božič ali pa novo leto oziroma to praznično obdobje na splošno decembra, ne? Imate kakšno pesem, ki vedno rečete, da pa mora biti? Misliš, da bi si jo zavrteli ali da bi jo zapeli? V kakršnikoli obliki. A veš, mi imamo decembra ogromno rojstnih dnevov, 3 rojstne dneve, začenši z mojim, zdaj ta teden imamo še 2, oziroma da bo ta teden pa naslednji teden, deca pač imajo, ne. In pol, če že pojava, pol jaz Evi Žmile zašpilam Osmeh od Draga Mlinarca. Ko sunce što dolazi zorom, ta pesem, brez katere ne mine noben život. Zdaj, dostikrat si v preteklosti silvestroval na odru, kaj pogrešaš? Niti ne. Ne? Sploh ne. In mi je bilo zmeraj žal. Ja, mislim, veš kaj, okej. V 70-ih smo enkrat igrali z bandom Avantura, ki je bil sestavljen iz članov Izvir pa ena taka zasedba, ki je trajala leto 2. Ampak smo igrali v domu JNA v Ribenci. Pol vem, da so na koncu mize letele v zrak, da nisem upal skozi okno ven, ker eni focir je rekel, da je njegova žena mene preveč gledala. Ki se je bilo narodno, ja. In potem smo šli skozi zadnji, zjutraj ob 6 smo poskakali skozi okno ven. Tega, drugače pa, enkrat sva z Zorano nastopala v Mariboru, tako za Afrikanci bolj. Drugače pa ne. Ne, kaj zaradi sebe redno ponuditi? Ne, veš, ko mi nastopili, ampak se mi zdi, da je z mene bilo pri nas to dojemanje, da saj drugače je fajn, ampak za novo leto mora biti pa nekaj malo lahkotnejšega, ne. A veš, in pol zmeraj je bilo cigoli-migoli samo za novo leto, ne. Ampak za novo leto mora biti pa malo lahkotnejšega, mislim, lahkotnejšega, meni je tudi Mozart lahkotne vlak, mislim, jaz določim tega, veš, zdaj zaresno poslušam Lou Reeda, tako za šalo pa poslušam Kolonijo, ne, mislim, za zabavo, pa za to, za kakšno je, veš, mislim. Se zanimivo, ko na študentske zože si pa redno, tam pa ni jim bilo to, mislim, ne, ker so te pa vabili, ne, čez kakšna logika. Zdaj mislim, jaz se z tem mladino špilam, tako. Se to spreminja počasi, ne, tako da zdaj že rock bandi tudi igrajo za novo leto, veš, ko so te open betke in celo mi bomo igrali za novo leto v Novi Gorici, ja. Veš, jaz sem tam, meni so rekli tam v Gorici in v Brdih, da sem edini, kaj so rekli? Kreslin, ti si edini
ti si edini ne Primorc z dovolilnico, z pritiskom, veš. Ko sem imel ono prepustnico, imaš dovolilnico, ko smo mi skozi igrali tam, veš. Horizont že v 70-ih letih, Martin Krpan, veš. V Brdih na Krasu, tam se je igralo v vsaki vasi. Smo prišli, to je bilo 100 hiš, pa 1500 ljudi, 1500 ljudi, veš, to možeš verjeti, ne. 20 km sam pa Belo dugme, veš, pa take, mislim, to je noro, bumeranke, ne vem kdo, mislim, vse, veš, tako da, veš, mislim, oni so pač bili na, glej, oni so imeli prvi kameleone, oni so prvi imeli kovbojke, oni so prvi imeli plošče, oni so prvi imeli vespe. Jaz sem bil mi smo bili pri železni zavesi, ne, doma, to je bilo čist nekaj drugega, ne. Tako da je pač rock tradicija zelo močna, ne, mislim, v teh koncih. Tam se pač svoj čas zelo dosta igral, ne. Kaj pa recimo želiš ti našim gledalcem in bralcem zdaj za leto 2022? Ja, mislim, to, kar si želimo, da se rešimo te groze, ne. Verjetno bi si želeli vsi, da bi se zgodilo to, kar smo bili skoraj prepričani lani aprila, maja, ne, ko smo rekli, da ta groza bo iz nas potegla najboljše. In takrat se je zdelo, da tudi je. To smo bili zelo kul pa to. Zdaj pa mogoče se to že malo potrošilo, ne, to najboljše in je mogoče malo zmanjkalo. Če pa trava na mojo zemljo bo premogla kak cvet,